Današnje bogoslužje nam predstavlja zadnje stavke misionarskega govora 10. poglavja Matejevega evangelija, s katerim Jezus poučuje 12 apostole v trenutku, ko jih prvič pošilja v misijone po vaseh Galileje in Judeje. S temi besedami je papež Frančišek začel na današnjo 13. nedeljo med letom opoldanski nagovor pred molitvijo angelovega češčenja z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. Jezus v tem zaključnem delu poudari dva bistvena vidika za življenje učenca misionarja. Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden, pravi Jezus. Ljubezen očeta, nežnost matere, lepo prijateljstvo med brati in sestrami, vse to, čeprav zelo dobro in upravičeno, ne sme nasprotovati Kristusu. Ne zato, ker bi od nas zahteval, da smo brez srca in brez hvaležnosti. Nasprotno, ampak ker je do učitelja potreben prednostni odnos. Katerikoli učenec, tako laikinja, duhovnik, škof, mora biti zanj prednostni odnos. Morda prvo vprašanje, ki ga je potrebno postaviti kristijanu, je: ampak ti se srečaš z Jezusom, moliš Jezusa? Mora biti odnos. Lahko skoraj parafraziramo knjigo Geneze. Zaradi tega bo človek zapustil svojega očeta in svojo mater in se pridružil Jezusu Kristusu. In oba bosta eno. Kdor se pusti pritegniti v to vez ljubezni in življenja z Gospodom Jezusom, postane njegov predstavnik, njegov veleposlanik in sicer predvsem z načinom, kako je in kako živi. In sicer do take mere, da Jezus sam, ko pošilja svoje učence v misijone, jim reče: kdor sprejme vas, mene sprejme, in kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal. Potrebno je namreč, da ljudje zaznajo, da je za tega učenca Jezus resnično Gospod, je resnično središče življenja ter vse v življenju. Ni pomembno, če ima kakor vsaka človeška oseba svoje meje, tudi svoje napake, da le ima ponižnost priznati jih, ampak je pomembno, da nima razdvojenega srca. To je nevarno. Kristjan sem, Jezusov učenec sem, duhovnik, škof sem, a imam razdvojeno srce. Ne, tako ne gre. Ne sme imeti razdvojenega srca, temveč preprosto združeno, da nima noge v dveh čevljih, temveč je pošten tako do samega sebe, kot do drugih. Dvojnost ni krščanska. Zaradi tega Jezus moli k očetu, da učenci ne bi zapadli po svetnemu duhu.